Majda Travnik-Vode, prejemnica Stritarjeve nagrade za literarno kritiko leta 2025, je kritiško dejavna že 3 desetletja in tudi onstran kritiškega dela velika zagovornica knjig in branja. Njeno branje obravnavanih knjižnih del zaznamujejo izredna poglobljenost, natančnost in širina. Knjige vedno razumeva kontekstualno, v okviru avtorjevega opusa, vrstno, zvrstno ali motivno in tematsko sorodnih del. Kako sama razume literarno kritiko? Je vrednotenje literarnih del imanenten del kritiškega branja ali ne? Kakšna literarna dela jo pritegnejo in kaj je največ, kar ji literarno delo lahko da? O teh in drugih vprašanjih se bom z njo pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Literarna matineja. Kot sem povedala v napovedi, danes gostimo gospo Majdo Travnik-Vode. Gospa Majda Travnik-Vode, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Najin pogovor bi začela z bolj osebnimi notami in sicer sem vas mislila najprej vprašati, kako daleč nazaj sega vaša ljubezen do knjig in branja in kako se je z leti razvijala? Po pripovedovanju bližnjih sega moja ljubezen do branja še v čas pred mojim osebnim spominom. Brati naj bi se naučila sama pri 4 letih. Knjige me zanimajo, odkar pomnim, od nekdaj so bile tudi moj skoraj edini predmet poželenja, tako da sem danes tako rekoč idealna stranka fizičnih in spletnih knjigarn. Sicer pa izhajam iz kmečko-delavske družine, kjer sem se morala do knjig potruditi in danes včasih razmišljam, kako prav bi mi prišlo, če bi bila v otroštvu obkrožena s klasiki. Knjiga, ki sem jo prebrala največkrat v življenju, da mi je skoraj začela razpadati v rokah, so bili Jalnovi Bobri. Kako mi je uspelo priti do svojega lastniškega izvoda, je posebna anekdota. Prva knjiga, ob kateri sem prebedela noč, je bila Pika Nogavička, največji osnovnošolski bralski podvig zbirka Karla Maja. Nedvomno pa so moje osnovnošolsko obdobje najbolj zaznamovale pravljice vseh vrst, oblik, tradicij, narodnosti. To nepregledno količino pravljičnih besedil še danes čutim nad seboj kot nekakšen arhetipski baldahin. Omaž pravljicam je bil tudi ključni impulz pri odločitvi za pisanje kritik otroške in mladinske literature. Kolikor se spomnim, sta na odločitev za študij primerjalne književnosti najbolj vplivala Zločin in kazen Dostojevskega in 100 let samote Gabriela Garcia Marqueza. Zelo pomembne zame so bile tudi Flaubertova Vzgoja srca, Balzacove Izgubljene iluzije, Camilleva Kuga, Stekleni zvon Silvije Plath. Zdaj ste že omenili kar nekaj knjig. Želela sem vas namreč vprašati, če je bila katera izmed knjig, ki ste jo prebrali, za vas prav formativna. Res je, da nas vsaka prebrana knjiga oblikuje po svoje in nekoliko spremeni, ampak vendar tu so nekatere, ki nas spremenijo bolj, ter druge, ki gredo mimo nas bolj mimo grede. Včasih se te formativnosti zavemo šele mnogo pozneje. Mislim, da so bili najbolj knjiga, ki se mi je res najbolj globoko zalezla pod kožo, ravno Jalnovi Bobri. Ker nikoli več ne bom nobene knjige prebrala s takšno odprtostjo, naivnostjo, veseljem. Ja, to je tudi čisto poseben pristop k knjigam. Pa me zanima, kako pa sta se v tem času spreminjala vaše razumevanje literarne kritike in tudi vaš odnos do nje?
Zdi se mi, da sem si že od vsega začetka zastavila zelo visoke cilje, kar me je hkrati inhibiralo in poganjalo naprej. V času študija in še dolgo zatem sem vsak teden kupovala in prebirala Delove književne liste, kjer so takrat v rubriki Recenzijski izvod kritike objavljali Tomo Virk, Igor Bratož, Matevž Kos, Vanesa Matajc in Peter Kolšek, ki so še danes moji bolj ali manj nedosežni vzorniki. Brala sem tudi kritike v Slovencu, Republiki, Ampaku. Še danes se spomnim, kakšen dogodek je bil zame izid zbirke kritiških besedil Vanese Matajc z naslovom Osvetljave. Ob pisanju sem dolgo doživljala, da se mi jezik upira, ne vsebinsko, ne formalno iz njega nisem mogla iztisniti tega, kar sem želela. Očitno se tako kot vsak avtor, tudi literarni kritik formira počasi, z branjem in pisanjem ter nenehnim prisluškovanjem samemu sebi in drugim. Kasneje se mi je zlagoma izoblikoval občutek, da moram vzpostaviti lastno kritiško osebnost in kredo, od katerega ne smem odstopati, če naj ne izgubim notranjega kompasa. Kljub temu kritikov presojevalni aparat ne sme otrpniti v preteklosti, v preteklih poetikah in estetikah, ampak je treba izkušnje ves čas povezovati z novimi spoznanji, novimi teoretskimi pristopi in dogodki v literarnem življenju. Literarna kritika se mi zdi zelo kompleksna zvrst, ki jo je z branjem in študijem epistemoloških del moč nenehno poglabljati in modificirati zorne kote, zato je tudi vznemirljiva, ustvarjalna in izzivalna. Zdi se mi, da sem nenehno na začetku, obenem pa se včasih dogaja, da mi spoznanja sama prihajajo naproti. Pisanje kritik od nekdaj doživljam kot etično zelo odgovorno početje, ki pa obenem prinaša tudi ustvarjalni užitek. Branje duhovite, razgledane kritike se mi ne zdi nič manjši užitek kot branje dobre leposlovne knjige. V 3 desetletjih so se zamenjale tako avtorske kot kritiške generacije. V času, ko sem začela pisati, so bili poleg modernistov in starejše generacije postmodernistov aktualni še številni avtorji tako imenovane prešernovske strukture, na primer Ciril Zlobec, Dimitrij Rupel, Tone Pavček, vendar je literarno prizorišče hitro zavzemala generacija tako imenovane mlade slovenske proze, torej avtorji rojeni okrog leta 1960. Tik pred koncem tisočletja se mi je začela priključevati moja generacija, rojena v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Zdaj pa je v polnem razmahu ustvarjalnost avtorjev, rojenih v 90. letih in že tudi kar nekaj avtorjev, rojenih v novem tisočletju. Oboji vpeljujejo popolnoma nove teme. Feminizem, LGBT, priseljenstvo, prekarstvo, ekokritika, posthumanizem in tako dalje. Vtis imam, da je, tako kot že v preteklosti, v najboljši formi poezija, kjer se je v zadnjih 20 letih formirala nova generacija pesnikov in, kar je resničen obrat, cela vrsta izjemnih pesnic, ki izkazujejo novo občutljivost za metamorfoze sveta in posameznika. Tradicionalno izvrstni ostajata otroška in mladinska produkcija, ki prav tako vnašata nove teme in formalne pristope. Pojavljajo se hibridni žanri, čedalje pomembnejši je strip. Pri prozi se hitro razvija žanr,
Dobili smo tudi nekaj izvirnih fantazijskih del. Ob tem pa je še vedno aktualna na primer tudi Druga svetovna vojna. Nastaja tudi vrhunska dramatika, ki je kritiško izrazito slabo pokrita. V vseh zvrsteh je opaziti prodor ženskih avtoric. Povsod, še zlasti v prozi, pogrešam humor, tu tudi sodoben ljubezenski roman, še najbolj pa krovni družbeni roman, ki bi nam in naši družbeni stvarnosti podržal ogledalo. Takšen uvid bi kot skupnost zelo potrebovali. Mislim, da bi tovrstni romani lahko deloma pomagali restavrirati tudi družbeno relevantnost literature. Samo bi morali biti zelo berljivi. Ja, se strinjam, absolutno. Zdaj, komisija za Stritarjevo nagrado je v utemeljitvi svoje odločitve zapisala, da literarnih del ne presojate, temveč se z njimi pogovarjate, ne? Kako sami gledate na to trditev o svojem delu? Se strinjate z njo ali ne in zakaj? Ta trditev me je nekoliko presenetila, vendar se z njo pravzaprav precej zlahka identificiram, saj je eden od mojih kritiških idealov in obenem največjih užitkov ob pisanju ravno potapljanje v globine obravnavanega dela. Da ga skušam začutiti in sondirati, razpoznati, od kod prihaja. Tu gre seveda deloma za projiciranje. In nato predstaviti njegove značilne idejne in estetske poteze, nato pa ga v tem podpreti in popeljati do bralca. Mogoče se moje pisanje v tem nezavedno nekoliko nagiba k posnemanju sokratovskega, majevtičnega tipa dialoga, ki razgrne vse vidike neke problematike in nato pričakuje, da bo bralec sam doživel uvid. Jaz bralcu predstavim, kaj vse je mogoče doživeti ob nekem besedilu, nato pa mogoče pričakujem, da se bo sam odločil pro ali kontra. Vendar ravno v zadnjem obdobju premišljujem, da bom skušala stremeti k nekoliko bolj zavezujočemu diskurzu in razločnejši presoji. Sva s to presojo pri vrednotenju? Je vrednotenje po vašem mnenju imanentni del literarne kritike ali ne? Mislim, da je tudi literarna kritika, tako kot vse humanistične discipline, dedinja ali sodobnica postmoderne, se tega obdobja še nismo dokončno zakoličili. Postmoderna je minirala vse enoznačno in uveljavila, skoraj zapovedala pluralnost resnic, kar je zamajalo vrednostne kriterije. Na vse je možno pogledati z nešteto enakovrednih pozicij, vse se da na videz upravičiti, zato je tudi presojanje umetnosti postalo bolj naporno. Vendar mislim, da je vrednotenje poleg estetske, duhovno-zgodovinske, idejne, spoznavne in drugih opredelitev literarnega dela osnovna podmena literarne kritike. Ne le laični, ampak tudi profesionalni bralci literarne kritike v veliki večini berejo izključno z namenom, da bi pridobili vtis, ali je neko knjigo vredno vzeti v roke ali jo kupiti. In mislim, da če se kritika na takšen ali drugačen način vrednostno ne opredeli do dela, pravzaprav ne opravi svoje naloge. Izmikanje, nevrednotenje, čeprav v imenu višjih ciljev, na primer inkluzivnosti, tolerantnosti, politične korektnosti in podobno, po moje pomeni počasno erozijo žanra. Literarna kritika je od nekdaj pomenila nek signal za avtorja, bralce, literarne zgodovinarje,
celo politiko. Danes, v času velike hiperprodukcije knjig, ki so vse napovedane v superlativih in ko jih večinoma kupujemo prek spleta, potreba po verodostojni kritiki narašča. Tudi sama sem se že večkrat uštela, ko sem knjigo kupila na podlagi napovednikov in blurbov, ki so prikrito oglaševanje, neverodostojno mnenje. O tem bomo še kaj rekli. Potreba po kritiki narašča, prostor za kritiko upada. Kako pa bi opisali tako malo bolj strnjeno svoja kritiška merila? So ta merila pri vas enaka za mladinsko literaturo in literaturo za odrasle ali ne, se prilagajajo sproti tudi delom? Temeljno kritiško merilo je od nekdaj kakovost oziroma umetniška vrednost nekega dela. Le, da so se s časom razvijale moje kompetence za prepoznavanje te vrednosti. S kritiško, bralsko in študijsko kilometrino lažje in hitreje zaznavam močna in šibka mesta v besedilih. Gre za formalno, jezikovno, estetsko dimenzijo, izvirnost, idejno, duhovno podlago, skratka umetniško in izpovedno moč teksta kot celote. Dobre knjige ni težko prepoznati, čeprav se mi je že zgodilo, da sem katero morala prebrati dvakrat, da sem videla, da je dobra. Na splošno menim, da je najtežje ocenjevati povprečne knjige. Merila pri vrednotenju mladinske literature se v ničemer ne razlikuje od literature za odrasle. Tudi ne maram infantiliziranega sloga, ki se včasih pojavlja v pisanju o otroški literaturi, kot da gre za manj kompetentno publiko in manj kompetentna dela. Dovolj podcenjujoče se mi zdi že razlikovanje, ki velikokrat nastane s prilastki mladinski pisatelj ali avtor za otroke. Nasploh mislim, da je pisanje otroške literature bolj zahtevno od pisanja za odrasle, ker je otroški kompas težje preslepiti kot radarje odraslih bralcev. Če odraslemu dovoljkrat ponoviš ali učeno utemeliš, zakaj je knjiga dobra, se bo pustil prepričati, otrok nikoli. Zdaj kritike ste objavljali že domala v vseh naših osrednjih medijih, ki prostor še odmerjajo literarni kritiki ali so ga odmerjali. Trenutno pa jih največ pišete za Sodobnost. Sodelujete pa tudi z našim radiem, z oddajo s knjižnega trga in sem potem ob tem razmišljala, kako se kritika za radijski medij razlikuje od kritike za recimo tiskano revijo. So tu neki drugi principi, je treba biti na kaj posebej pozoren? Ob pisanju za radio se vedno znova opomnim, da moram pisati bolj jasno in jedrnato, kot na primer za tiskane ali spletne medije, saj poslušalec besedilo sliši le enkrat in nima možnosti večkratnega vračanja k tekstu in dešifriranja manj artikuliranih mest. Radijske kritike torej zahtevajo nekoliko drugačno organizacijo besedila in nekoliko bolj preprosto stavčno gradnjo, kar potegne za seboj manjši kognitivni zasuk. Vendar opažam, da je to vrstna občasna prevetritev pravzaprav zame dobrodošla, saj sem nagnjena k oblikovanju dolgih in zapletenih povedi. Tudi misli tako postanejo potem bolj jasne, ker jih moraš bolj artikulirati. Ja. Še malo se bom vrnila k utemeljitvi komisije za Stritarjevo nagrado. Namreč zapisala je v svoji utemeljitvi tudi, da se na teme, ki jih obravnavate v kritiškem zapisu, pripravite z domala enciklopedično natančnostjo. S tem se kar strinjam.
napisali so tudi, da vam prav to omogoča osvetlitev nekaterih ključnih mest, ki bi morda bralcu lahko sicer ostala spregledana v besedilu, ne. No, sama pa sem ob branju vaših kritik opazila, da dela nikoli domala ne obravnavate samega na sebi, ne. Vedno ga potegnete, kot sem povedala že v napovedi, v nek širši kontekst. Bodisi v kontekst avtorjevega opusa, drugih njegovih del ali pa del s sorodnimi temami, z vrstno podobnimi deli in tako naprej. Pa me zanima, kako dejansko poteka vaša priprava na pisanje kritike in kolikokrat preberete recimo knjigo, preden se lotite pisanja? Knjigo preberem večkrat, čeprav skušam kritiko napisati čim prej po prvem branju. V besedilu sproti podčrtujem karakteristična mesta in si zapisujem ideje in prebliske. Knjigo prelistavam tudi še med pisanjem in premišljujem o navezavah. Včasih se tako zgodi, da nastane čisto drugačna kritika, kot se mi je zdelo na začetku. Zdi se mi, da nekoliko širši kontekst pripravim zato, ker mi je blizu duhovna zgodovinska metoda, v kateri sta našo generacijo komparativistov vzgojila profesorja Janko Kos in Tomo Virk, vendar mi je povezovanje literature z zgodovino filozofije, umetnosti, zgodovine in kulture tudi intimno blizu. Poleg tega lahko s takšno umestitvijo bolj prepričljivo opredelim delo in utemeljim končno sodbo. Presojati aktualna dela, kar je naloga literarne kritike, ni lahko, saj še ni distance. Z razmislekom o kontekstu pa narediš manj napak, saj vsako literarno delo izhaja iz določenih družbenih in drugih okoliščin, ni tabula rasa. Pripravim pa se tudi iz izhodiščne etične drže, iz spoštovanja do avtorjevega napora. Pa je prej omenjeno osvetljevanje mest v besedilu tudi del literarne kritike? Samo domnevam lahko, kaj natančno je imela pri tem v mislih komisija. Ob večkratnem branju in analitičnem premišljevanju o delu najbrž izstopijo deli besedil, ki jih bralec ob običajnem branju sploh ne zazna. Literarno delo vedno skušam predstaviti kot celoto, živ organizem, znotraj katerega se odvija življenje. Besedilom se temeljito posvetim tudi zato, ker jih želim podpreti na njihovi poti do bralcev. Tudi zato je eden od razlogov, da je moje pisanje načeloma afirmativno. Kritike pišem iz ljubezni do knjig, čeprav pri tem prispemo do svojevrstnega paradoksa. Kakšna besedila vas kot kritičarko najbolj zanimajo, pritegnejo? Kot bralko in kot kritičarko me najbolj pritegnejo dela, iz katerih veje neka temeljna strast do tematik, ki jih obravnavajo. In tudi strast do pisanja kot takega. Tudi to je mogoče začutiti. Da bi čim večkrat prišla do takšnih besedil, puščam kar se da odprta vrata, ker je tako največ možnosti, da naletim na kaj presenetljivega. Delo lahko obravnava zelo banalno temo, ki te na prvi pogled celo odbija, ampak če to stori na vrhunski način, pravzaprav premakne neki mejnik. Takšno delo je bil zame v zadnjem času na primer roman Trust oziroma Trust Hernana Diaza, ki govori o finančnih mehanizmih, ampak na genialen način. Kaj pa je tisto največ, kar vam lahko ponudi literarno delo, verjetno so zdaj ravno pri tej omenjeni vrhunskosti, oziroma kdaj postane branje zanimivo potovanje, če mu tako rečeva? Zelo preprosto.
To se zgodi takrat, kadar mi delo odkrije delček sebe ali sveta, ki ga doslej še nisem poznala. To se včasih zgodi tudi med pisanjem, takrat, ko pozabim, da knjigo berem za kritiko in sem samo še naivna, preprosta bralka, ki se potopi v iluzijo brezčasja, ki jo zmore ustvariti knjige. To se mi je zgodilo na primer ob romanu Lada kralja. Ne bom se več drsal na bajerju. Ta naivni pristop k delom se mi zdi, da je nekaj, kar kritiki krepko pogrešamo, in kadar se nam zopet odpre, je to pravo malo razodetje spet. Ja, se strinjam, absolutno. Se mi zdi, da je res v nas to hrepenenje vpisano, da pozabiš na vse, pač na kriterije, na vso predzgodovino, in pač uživaš v neki vrhunski umetnosti. Ampak to spet že govori tudi o kakovosti knjige, ker se mi zdi, da imamo vedno neke te, ne bom rekla predsodke, ampak že vgrajene neke tipalke, s katerimi začnemo gledati to in ono, in zaradi česar zelo pogosto vstopimo v besedilo naivno, ne. Ja, tukaj se strinjam. Mogoče tudi zato avtorji včasih najdlje pišejo prvi stavek, ker se nekako podzavestno zavedajo, da nas morajo očarati že s prvim stavkom, in je to kar velika uganka. Sploh v času, ko smo bombardirani z neskončno dražljaji, z neskončno novimi stvarmi vsak dan, ne. Ampak dobra knjiga je, tako kot ste rekli, potovanje. O tem kričečem času bova tudi morali še kaj reči, ampak bi vas prej še vprašala, če bi lahko povedali kaj o tem, kakšen razmislek vas vodi pri izbiri knjig. Namreč komisija je v svoji utemeljitvi izpostavila, da se pogosto odločate za obrobne avtorje, tiste, ki so deležni manj javne pozornosti, bodisi zaradi pač manjšega promocijskega aparata založb ali iz kakršnihkoli drugih razlogov. Sama sem opazila, da pa vendarle spremljate tudi dela naših osrednjih avtorjev, tako da bi rekla, da imate kar osupljivo velik del slovenske sodobne ustvarjalnosti pokrit. Največkrat mi nabor knjig predlagajo urednice ali uredniki, kadar pa lahko prosto izbiram, se odločim bodisi za tematiko, za katero se mi zdi, da bi jo lahko dobro osvetlila, bodisi grem nalašč v neznano, da mi je delo v izziv in da lahko, tako kot sem že rekla prej, odkrijem kaj presenetljivega. Pišete pa v knjigah tudi daljša esejistična besedila. Morda bi bilo bolje, da rečem ob knjigah, ker se tam vaša misel še širše razpre. Kako pa sami doživljate razliko med recimo pisanjem literarne kritike in nekega takega daljšega esejističnega besedila? Razlika med kritiko in esejem o knjigi je precejšnja. V esejističnem razmišljanju ni pritiska vrednotenja, predvsem pa grem lahko neprimerno bolj v globino, kar mi zelo ustreza. V eseju lahko razgrnem še več konteksta, idejnega, duhovnega, estetskega. Ob eseju o knjigi ponavadi naredim kar manjšo študijsko raziskavo, nato pa skušam vse skupaj povezati in povzdigniti v neko višjo celoto. V eseju je tudi več prostora za avtorski pečat in
literarni zamah. Lahko sledite tisti misli v knjigi, ki vas najbolj pritegne, ni treba opozarjati na vse. Tako. Spustiš se za tistim, kar čutiš, da je najbolj avtentično in pač okrog tistega zgradiš nekaj, kar ne vem, neko novo zgradbo, nekaj vzporednega, neko sporočilo, a ne, tako da v bistvu esej je ena taka zvrst, ki je tudi potovanje, in v bistvu mi je odkrila neke čist neznane dele, neke neznane ustvarjalne dele, neke potenciale, nek širši zamah. In se mi zdi, da prav ta globina je tudi nekaj, kar nujno potrebujemo, da pritegnemo bralce. In nekaj, kar naš čas nujno potrebuje, ko vse postaja vse bolj plitvo in zdaj sva že spet pri tem kričečem času, zato vas bom kar vprašala. Kaj za literarno kritiko danes pomeni dejstvo, da živimo v takem času, da recimo se o knjigah razmišlja vedno bolj populistično na način promocije in tudi, kot ste že sami prej dejali, ne, pogosto so zapisi o knjigah približno nekaj takega, kot bi govorili o drugi knjigi, ko jo potem preberemo to, ne, skratka precej daleč od knjige stran. Res je, tudi k knjigam se je prilepil vsiljivi merkantilistični duh, s katerim so preplavljene. Res je, tudi k knjigam se je prilepil vsiljivi merkantilistični duh, s katerim so preplavljene vse pore naših življenj. Vendar smo zato kritiki pravzaprav čedalje bolj zavezani k verodostojnemu in tudi avtonomnemu pisanju. Če bomo kdaj prišli do stopnje, ko bralec ne bo vedel, ali je knjiga dobra ali ne, dokler ne bo sam vzel v roke, se bo prodalo in bralo še veliko manj. Literarna kritika pa bo polagoma postala odveč oziroma bo implodirala. Potrebujemo torej še več vidne literarne kritike. No, počasi bom prešla k sklepnim vprašanjem, da vas ne bom predolgo mučila. Vemo, da je kritiško delo izrazito podplačano, tudi od njega ni mogoče dostojno živeti, pa me zanima, kaj vam v takem svetu ob pomanjkanju pač prostora za kritiko in ob tej podplačanosti daje motivacijo, da pri njej tako dolgo že vztrajate. Pisanje kritik terja veliko časa in je več kot le napol strokovna dejavnost, zato se finančna konstrukcija nikakor ne izide. Vsi kritiki opravljamo še najrazličnejša druga dela. Sama sem bila skoraj 11 let v redni službi, zadnjih 15 let pa sem imela odprto samostojno podjetje. Status samostojnega kulturnega delavca imam šele od letos in ne vem, kaj me čaka. Mislim pa, da smo si s knjigami na neki način usojene. Avtorjem so knjige usojene tako, kritikom drugače. Osnovna motivacija za pisanje pa je ves čas enaka. Nekakšna nepomirljiva potreba po poglobljenem stiku z besedno umetnino, zvezdami Gutenbergove galaksije. Majda Travnik Vode, vi ste tudi onstran kritiškega in esejističnega dela velika zagovornica knjig in branja. Mogoče bi tale najin pogovor zaključili z vašim ukvarjanjem z Biblijo
terapijo. Lahko poveste kaj o tem, s čim vas je pritegnilo, kaj vas pri tej temi raziskovalni predvsem tako pritegne? Žal se še ne zavedamo, kako močno, učinkovito in obenem široko dostopno orodje so knjige v boju proti najrazličnejšim sodobnim družbenim tegobam in anomalijam. Če začnem nekoliko skrajno, ni naključje, da so zapori opremljeni z obsežnimi knjižnicami in da številni terapevti, pri nas na primer Janez Rugel, Sanja Rozman in Andrej Perko, branje knjig in njihovo refleksijo vključijo v svoje programe. Že sam proces branja, če o vsebini sploh ne govorimo, posega v naše najgloblje ustroje in nas fizično spreminja na bolje. Naši možgani, kot vsi vemo, so razdeljeni na levo in desno polovico. Z desno haptično, torej celostno, ne diferenciramo, zaznavamo vtise okrog sebe. Z levo pa jih poimenujemo, se pravi besedno poimenujemo, urejamo in strukturiramo, kar nas pomirja in nam pomaga osmišljati vtise, ki jih zajamemo. Z branjem povezujemo obe možganski polovici, kar pomeni, da smo zajete zunanje podobe sposobni logično povezovati ter dobro izraziti svoje občutke. Med branjem podoživljamo svoje vtise, z njihovim poimenovanjem pa jih osmislimo in uredimo. Branje pa spodbuja tudi pretakanje med spodnjim, limbičnim ali plazilskim, kot včasih rečemo, delom možganov, ki je zadolžen za osnovne funkcije, na primer dihanje, naše nagonske reakcije, impulze in močna čustva, jezo, strah. V možganih odnosnega korena navzgor pa se odvijajo višje možganske funkcije. Trezno odločanje, nadzorovanje čustev in telesa, samorazumevanje, etično presojanje, empatija in tako dalje. Kot dokazujejo meritve in fotografije možganov, je branje nenehno valovanje skozi celotne možgane. Spravi, da v delčku sekunde poseže globoko v plazilske možgane, k strahu, jezi, nagonom, že naslednji hip pa nas dvigne navzgor, sočutje, domišljijo, abstraktno. Tako spet nastanejo močne povezave med obema deloma možganov, ki so potrebne za to, da se dobro nadzorujemo, da se pravilno in etično odločamo, da razmislimo, preden odreagiramo. Skratka, vse, kar predstavlja neke ideale, neke socializacije in civilizacije. To je samo en delček, zelo shematičen in enostranski oris vpliva branja na nas. Vsebino, ki ga nagovarja, lahko vsak poišče sam. Gotovo pa je, da je v knjigah in ne na spletu shranjena družbena nadstavba. Če se odpovedujemo knjigam, se tako rekoč odpovedujemo civilizaciji. Tudi ni res, da se za več branja ne da nič narediti. Tako kot smo ob ustreznih kampanjah spremenili zavest ljudi, glede pomena gibanja, na primer pripenjanja z varnostnim pasom, škodljivosti izpostavljanja soncu in tako dalje, lahko naredimo enako glede branja. Ja, kaj naj rečem, gospa Majda Travnik-Vodeste, in se lahko samo strinjam. Želim vam še veliko dobrih knjig, veliko zanimivih popotovanj z njimi in vse dobro. Najlepša hvala za povabilo in da sem lahko predstavila svoj odnos do knjig.
ne zgolj kritiški. Hvala vam, zelo zanimivo je bilo. Spoštovani poslušalci, naša današnja gostja je bila torej literarna kritičarka Majda Travnik-Vode, prejemnica nagrade za literarno kritiko 2025, Stritarjeve nagrade. Z njo sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del današnje literarne matineje pa sta skrbela Janez Podlesnik in Vekoslav Mikes.